Pozdravljeni! Pred nami je letos že 26. komentar novic, skupaj si bomo pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes, kot običajno, 4 različne teme, 4 različni sklopi novic. Skušal vam bom prikazati tiste dogodke, ki v ostalih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, niso dobili dovolj pozornosti ali pa potrebujejo nek poseben komentar. Vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, jih kot običajno dobite navedene v samem opisu, kjer bodo prisotne vse bližnjice. Da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo z našo prvo temo. V našem prvem sklopu se bomo dotaknili teme, ki v tem trenutku polni večino stolpcev v virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Beseda bo tekla o rasistični opazki Nelsona Piqueta, ko je opisoval Lewisa Hamiltona. In sam se bom tu skliceval na članek, ki sem ga zasledil na spletnem portalu motosport.com 28.6. Prebral sem tudi marsikateri drugi članek in zgodba je v večini primerov podobna. A kljub vsemu boste videli, da obstaja kar nekaj sivih območij, katere menim, da je prav, da malce razjasnim. A najprej bi rad poudaril nekaj. Nelson Piquet je eden izmed onih voznikov, ki so me navdušili nad Formulo 1. Verjeli ali ne, njegov življenjepis je najbolj gledan posnetek na kanalu Badger's Way. A kljub vsemu to ne opravičuje njegovih dejanj. A zgodba kot taka ima kar nekaj zanimivih iztočnic. Prvič, zaradi opazke, ki jo je dal Nelson Piquet, smo lahko izpustili bistvo njegovih misli. Namreč v nadaljevanju istega stavka je povedal, da Lewis Hamilton se je na veliki nagradi Velike Britanije znal postaviti tako, da Max Verstappen ni imel možnosti zaviti navznoter. In seveda zaradi tistega trka je bil Lewis Hamilton kaznovan strani komisarjev. A v načinu izražanja Nelsona Piqueta lahko vidimo, da Lewis Hamilton je bil voznik, ki je znal, recimo temu, pokrivati prostor. Max Verstappen ni imel druge izbire, oziroma jo je imel, kliče se, zavore. Max ni hotel popustiti, mudilo se mu je in trk je bil seveda neizbežen. Sedaj je Lewis Hamilton v tem primeru naredil namerni manever ali je samo znal, povedano v žargonu, zapirati vrata. Vsak si lahko na to vprašanje odgovori sam. A če je to neka zanimivost, ki smo jo verjetno spregledali, je bolj zanimivo, kdaj je novica prišla na dan. Namreč o tistem, kar se je zgodilo na lanski veliki nagradi Velike Britanije, govorimo sedaj tik pred začetkom letošnje velike nagrade Velike Britanije. Čeprav je Nelson Piquet to izjavo dal novembra 2021 za nek brazilski podcast. Izjava je bila sicer v portugalščini, ampak dvomim, da mnogi poslušalci tega podcasta niso ugotovili, da je Nelson Piquet šel predaleč. Predaleč za današnje razmere, da smo si najjasni. V svetu Nelsona Piqueta ta opazka lahko sploh ni žaljiva. Kdor je sledil njegovi karieri, je verjetno opazil, da v 80-ih letih je povedal o svojih kolegih na štartnem razporedu bistveno hujše zadeve, kot je bila ta namenjena Lewisu Hamiltonu. Seveda tudi Lewis Hamilton je Nelsona Piqueta
nekako poimenoval kot arhaičnega. In verjetno je tudi sam razumel, da Nelson Piquet pač tak je. Preveč direkten, malce neotesan in neprilagodljiv na današnje razmere. Ampak kljub vsemu sem mnenja, da opazka je neprimerna. Zanimivo je še nekaj drugega, kako da nihče v tolikih mesecih ni opazil tega. Namreč, če se spomnimo članka iz portala Sky News, že 19.7.2021 so bili vsi rasistični izpadi proti Lewisu Hamiltonu zaradi trka na veliki nagradi Velike Britanije ostro obsojeni. In seveda, potrebno je bilo nekaj mesecev, da je Nelson Piquet izrekel znane besede, da smo potem čakali še nekaj mesecev, da jih je nekdo opazil in sedaj se vsi zgražajo. Strinjam se, da je potrebna politična korektnost, ampak poleg korektnosti je treba biti tudi ažuren pri izpostavljanju takih dejanj. Namreč čez nekaj mesecev izgleda, kot da je nekdo nalašč lansiral to novico tik pred veliko nagrado Velike Britanije. Ali zato, ker ni imel kaj pisati, ali zato, ker se mu je zdelo zanimivo. Ampak to je daleč od tistega, kar si želimo mi navdušenci. Tudi v našem drugem sklopu bo beseda tekla o žaljivih rasističnih opazkah. Tokrat je glavni junak Juri Vips, estonski predstavnik v prvenstvu Formule 2. 22.6. smo lahko na spletnem portalu motosport.com prebrali, da je bil Juri Vips suspendiran s strani Red Bulla, ker je med igranjem videoigrice v živo izrekel rasistične opazke. Seveda Juri Vips, poleg svoje vloge v Formuli 2, je bil tudi rezervni testni voznik za ekipo Formule 1 in Red Bull je podpiral njegovo kariero v Formuli 2. Treba je bilo počakati nekaj dni do 28.6. Smo lahko zopet na portalu motosport.com prebrali, da so pri Red Bullu uradno prekinili pogodbo z Jurijem Vipsom. Kar ne pomeni, da je izgubil samo tisto mesto rezervnega voznika pri ekipi Formule 1. Izgubil je tudi mesto v vozniškem programu Akademije Red Bull in seveda verjetno finančno podporo. Nimam še novic, kako se bo nadaljevala njegova kariera v Formuli 2. Namreč z ekipo Hajtek, ki je nastopal seveda z barvami Red Bulla na svoji zaščitni obleki, ampak pred nami je velika nagrada Velike Britanije, kjer bo tudi prisotna Formula 2 in takoj bomo videli, ko bodo novice uradne. Zanimivo je nekaj drugega. Namreč pri ekipi Red Bull so se odločili izjemno ostro nastopiti proti takim rasističnim izpadom in sam podpiram njihovo politiko. Zanima me, kako bodo reagirali v primeru tistega, o čemer smo govorili v našem prvem sklopu. Bodo obsodili tudi besede Nelsona Piqueta. Namreč Nelson Piquet je slučajno oče spremljevalke Maxa Verstappena. In sedaj imajo v bistvu dve varianti. Ali bodo izjavo Nelsona Piqueta ostro obsodili, ali pač se bodo delali, kot zadeve sploh niso zaznali. V vsakem primeru vidimo, da Red Bull zna biti v kočljivem položaju. Namreč, okolikor obsodi nekoga blizu svojega najboljšega voznika, bi znalo priti do manjših trenj. Kolikor tega dejanja enostavno ne obsodi in ga nekako pomete pod preprogo, bomo pa lahko vsi mi, dušenci, videli, kakšni principi vodijo to ekipo. Dokler gre v njihovo korist, znajo biti striktni. Kolikor bi znalo pripeljati do kakšnih težav, pa lahko na zadeve tudi pozabijo. Upam, da
ne bo tako. Pri sprejemanju pravil za novo generacijo pogonskih sklopov je prišlo do manjših zamud. Namreč 29.6. je bil planiran sestanek, ampak tistem, kar smo lahko prebrali na spletni strani znane italijanske revije Autosprint 28.6., bo prišlo vsaj do 14-dnevne zamude. Nič kaj takega, pri skupini Volkswagen so dobili zagotovila, da sprememb ne bo. To bo vplivalo na tiste uradne oznanitve, da bosta Porsche in Audi prišla v svet Formule 1. Namreč na kanalu smo govorili o tem, da obstaja možnost, da bi bile te razglasitve podane na veliki nagradi Avstrije, kar se lahko v teoriji še zmeraj lahko zgodi. Ampak po drugi strani marsikje smo lahko brali, da je ta zadeva že potrjena. Videli smo, da ne. A v istem članku smo lahko zasledili tudi nekaj zanimivih govoric. In tu je treba poudariti, da gre za govorice, špekulacije, nič uradnega. Namreč teorija, da bi Audi lahko kupil Sauber, dobiva z dnevi zmeraj večjo veljavo, ampak uradni nakup še ni bil izpeljan, niti nakup deleža, o katerem sem govoril tudi sam. Po drugi strani smo lahko slišali, da Audi in Porsche nameravata narediti dva ločena projekta, kar pomeni dvojne stroške. Tudi o tem smo že govorili v preteklosti, ampak kolikor se njim to splača, bo za nas navdušence seveda bolj zanimivo. A tu je treba poudariti še nekaj. Res, varianta Audi Sauber je tista najbolj verjetna, ampak ne izključuje se niti drugih prevzemov in govori se o Aston Martinu ali Williamsu, čeprav verjetnost je bistveno nižja. In italijanski avtorji tu navajajo še naslednje zanimive teorije. Namreč družina Andretti ni opustila načrtov za vstop v Formulo 1. In pogovarjali naj bi se prav z Lorenzom Strollom, ki je naveličan čakanja rezultatov v Formuli 1. Videli bomo, kakšna bo tudi prihodnost Aston Martina. In čeprav se lahko zdi pravzaprav samo po sebi umevno, da Alfa Tauri bo tudi dobil v prihodnosti pogonske sklope Porsche, zadeva ni dorečena. Namreč obstaja možnost, da bi si pri Hondi lahko premislili in zopet prišli v svet Formule 1. In tokrat kot ponovno konstruktorji s tem, da bi kupili ekipo iz Faence. Ampak, kot sem poudaril, gre za zanimive govorice, ki še zdaleč niso potrjene novice. Čeprav boste lahko zasledili na marsikaterem viru, da take govorice postanejo že dokončna dejstva. A verjetno moramo tudi mi, navdušenci, biti malce bolj realni in počakati na tista uradna oznanila, preden začnemo z gotovostjo trditi, da nekaj bo, kajti videli smo, kako se lahko v Formuli 1 prav hitro vse obrne na glavo. Pojdimo k našem zadnjem sklopu. Na koncu si bomo pa še ogledali zanimiv prispevek, ki sem ga zasledil na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, zopet 28.6. Namreč beseda je tekla o izjemno dolgi zimski pavzi, ki jo bomo imeli med sezono 2022 in začetkom sezone 2023. Namreč letos se bo sezona svetovnega prvenstva Formule 1 končala v bistvu nekoliko prej, 20. novembra v primerjavi z 12. decembrom, ki smo mu bili priča lani. In to pa zaradi svetovnega prvenstva v nogometu. Organizatorji
si ne želijo križati raznih tekem oziroma dirk. A to pomeni, da ukolikor bo svetovno prvenstvo Formule 1 začelo tam nekje običajno, bo premor med koncem ene sezone in začetkom druge sezone okrog 17 tednov, premor med koncem sezone in začetkom testiranj pa približno 14 tednov. Med sezono 2021 in 2022 je bil ta premor 14 oziroma 10 tednov. In če malce zaokrožimo, to pomeni približno mesec dni časa. In ker v ekipah Formule 1 si ne želijo tako imenovanih trojčkov, so pri mnogih vodjih ekip prišle na dan ideje, da bi sezono začeli lahko prej, že v februarju. In to bi pomenilo, da bi lahko kljub visokemu številu dirk le-te izpeljali približno normalno, brez da bi, na primer, ekipe bile prisiljene toliko potovati v tako kratkem času. Ampak tudi taka odločitev bi lahko imela negativne posledice. Na primer, zimska testiranja v Barceloni znajo biti res zimska, ukolikor se le-te izvede februarja. Čeprav ima Barcelona, kar se tiče vremenskih razmer, idealno lego, mislim, da je februarja slika, kot je ta, ki jo vidimo na ekranu, bistveno bolj verjetna kot kasneje v marcu. Ampak o tem se bomo pogovarjali, ko bo čas za to. Gre za zanimivo idejo, a zaenkrat le to. Za ta kratki komentar novic je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ker seveda.